Grajenje prepoznavnosti se včasih lahko zdi kot loterija, da včasih pač zadaneš in postane kakšna objava viralna oziroma postaneš bolj prepoznavna na svojem tržišču. Če pa nimaš te sreče, pa niti ne. Ampak v resnici ni čisto tako, ampak lahko za prepoznavnost sami naredimo zelo veliko in to ne pomeni, da moramo postati neka druga oseba oziroma skakati na TikToku in plesati in tako naprej, ampak lahko prepoznavnost gradimo zelo, zelo učinkovito za svoj posel oziroma če smo na podjetniški poti, je seveda to zelo pomembno in v tej epizodi greva skozi konkretne točke, kako to narediti. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Preden greva v samo epizodo, ti mogoče lahko samo povem, da obstaja navigator od polnega urnika do polnega življenja. Torej, če je tvoj urnik trenutno poln in ga želiš mogoče malo prilagoditi, zato da bo tudi polno tvoje življenje, v stilu, da ti osvobodi tvoj posel, mogoče več časa za tiste aktivnosti, ki si jih mogoče bolj želiš delati in tako naprej. Potem bom link do tega navigatorja spodaj pod tem videom pustila. Brezplačen je, tako da ga lahko komot snameš in te vodi v bistvu tudi bolj podrobno po teh točkah, kjer bomo danes tudi govorili, katere so tiste točke, ki nas pripeljejo do boljše prepoznavnosti. In gremo kar v akcijo. Prva točka so, da imamo postavljene dobre temelje za svoj brand. In marsikdo to preskoči, ker reče, ali saj to ni potrebno, ali pa saj to bom že, ko bom velik brand, ali ne vem, karkoli v tem stilu, ali pa si rečejo, saj to pa že imam v glavi. V resnici pa, če nimamo postavljenih dobrih temeljev, je to približno tako, kot da gremo graditi hišo in ne postavimo v hiši tistih dobrih temeljev, ne. Če niso dobri, bo nam hiša potem začela lesti v zemljo, ali pa se bo na eni strani začela podirati in tako naprej. In enako je tudi v poslu. Če nimamo dobrih temeljev, potem seveda ne moremo postaviti dobrega brenda. In tukaj spadajo v bistvu najprej lastnosti brenda. To pomeni, da si v bistvu mi zamislimo oziroma določimo, skreiramo, kakšen brand želimo ustvariti. Torej, da definiramo svojo vizijo, poslanstvo in pa vrednote brenda. Kaj želimo ustvariti? Ker če smo na podjetniški poti, potem imamo to svobodo, da lahko ne samo izbiramo, ampak tudi določimo, v katero smer bomo tudi šli, kar je seveda dolgoročno, če gradimo svoj posel, zelo, zelo pomembno. Potem je seveda zelo pomembno, da imamo dosledno komunikacijo in da vnaprej mogoče si določimo smernice svoje komunikacije, da pogledamo, kakšen vpliv bomo mi v bistvu imeli na svet, kakšen je naš X-faktor, to pomeni, po čem se razlikujemo od drugih in to ne pomeni, da zdaj iščemo neke nove trende ali pa ne vem, da bomo izbrali pa eno pisavo zato, da bomo drugačni in tako naprej, ampak to v bistvu pomeni, da najdemo avtentično tisto, kar nas razlikuje od drugih. In to ne pomeni, da imamo določena znanja ali pa diplome ali pa kakšne druga priznanja, ampak gre za veliko bolj konkretne zadeve, torej sam pristop, same rezultate in tako naprej. Se pravi, če te zanima več, lahko potem pogledaš pod navigator, kjer bom link pustila spodaj, kjer so zraven tudi dodatna gradiva, ki ti po tej posamezni postavki lahko potem pomagajo, da greš še globlje. Okej? Zelo pomembno v današnjem svetu, ko imamo ogromno umetne inteligence, ko imamo ogromno informacij na dosegu prsta, če tako rečemo, ne, in je zaupanje zelo, zelo, zelo padlo v nakupe, da se nekdo odloči, da nekdo zaupa in tako naprej, je zelo pomembno tudi, da gradimo svoj osebni brand. In če se pojavljamo online, potem ga gradimo, razlika pa je samo, ali ga gradimo namerno in v tisto smer, kjer želimo, ali ga gradimo nenamerno in s tem damo mogoče v javnost sporočila o sebi in svojem brendu, ki mogoče na eni strani niti niso resnična, kot recimo, če obstaja nek tvoj profil
ali pa mogoče objavljaš kakšne, ko vstaneš z levo nogo, pa objaviš kakšen komentar kje, a ne, in če se samo to pojavi potem na spletu o tebi, velikokrat pove več negativnega kot pozitivnega, ne. Tudi če imaš profil, pa je popolnoma prazen, pa nimaš slike, pa nimaš nobene objave, na primer na družabnih omrežjih, lahko zelo to deluje, okej, to ni prava oseba, ali pa to je mogoče neki fake, to je mogoče kakšen robotek in lahko zaupanje zelo hitro pade. Zato je gradnja tudi osebnega branda, zelo, zelo pomembna. Potem je seveda zelo pomembno tudi, da določimo profile strank. To ne pomeni, da bomo zdaj koga izključili, ravno nasprotno, to pomeni, da se bomo fokusirali na tiste stranke, ki jih mi lahko, torej idealne stranke, ki jih lahko najbolj podpremo in nas bodo tudi, bomo v bistvu jih kot magnet k sebi tudi pritegnili, okej? In določimo lahko potem tudi podstranke, ki je najbolj smiselna za to posamezen profil. Seveda, ko osvojimo eno stranko, idealno stranko, lahko dodajamo še druge. Potem je zelo pomembno, da si zastavimo tudi poslovne cilje, a ne. Kako bomo prišli do prihodkov, kako bomo gradili najbolj učinkovito, torej prepoznavnost, čemer tudi paše zraven, a ne, na katerih kanalih, skozi katere načine. Jaz zmeraj priporočam, da to niso samo družabna omrežja, ker je to zelo, zelo nevaren posel, če ga gradimo samo na družabnih omrežjih, a ne. In pa seveda, da poskrbimo tudi za učinkovitost, a ne. Torej, da imamo avtomatizacije postavljene, da imamo procese, ki nam prihranijo recimo maksimalno časa in da tudi se lotimo projektov, ki jih jaz vedno poudarjam, je najboljše, da hkrati, torej vsak projekt, ki se ga lotimo, da nam gradi prihodke, prepoznavnost in pa učinkovitost, kar pomeni, da bomo mogoče projekt enkrat naredili in nam bo potem zimzeleno recimo prinašal prepoznavnost in pa prihodke. Okej? Potem je zelo pomembno tudi, da imamo ponudbo, ki se ji je nemogoče opreti, a ne. Torej idealna stranka, da se ji je nemogoče opreti, kjer jo torej jasno definiramo, skomuniciramo in tako naprej. Potem seveda pa potrebujemo, naslednja točka je torej celostna grafična podoba, kjer vizualno torej pritegnemo, torej že na prvi pogled vizualno pritegnemo tiste ta prave idealne stranke. In šele potem se v bistvu lotimo, spletne strani, ki bo delovala kot naš asistent in pa najboljši prodajalec. Okej? Tako da učinkovita spletna stran je lahko čudovit in res, res velik pripomoček v našem poslu. Potem pa, ko imamo v bistvu te temelje postavljene oziroma ta sistem, mašino postavljeno, a ne, pa lahko v bistvu damo še večji fokus na gradnjo prepoznavnosti, da pridemo pred nove oči, pred novo občinstvo. To je lahko skozi redno objavljanje na družabnih omrežjih, skozi e-mail novice, skozi sodelovanja, skozi povezovanja, skozi, dogodke, ki jih priredimo, a ne, in tako naprej, ali pa tudi čez medije in tako naprej. Gradimo prepoznavnost in ko gradimo prepoznavnost in jo pošiljamo v ta naš stroj, ki nam potem pretvarja, a ne, obiskovalce v stranke ali pa tiste, ki nas še ne poznajo, v stranke, je cel sistem seveda veliko, veliko bolj učinkovit, a ne. In seveda, ko smo v tem procesu ustvarjanja, je zelo, zelo pomembno tudi, da poskrbimo za svoj čas. Torej, kam gre moj čas, da učinkovito v bistvu opravljamo svoj čas. Nekaj idej oziroma kako v bistvu učinkovito upravljati čas imaš tudi znotraj navigatorja. In seveda naslednji korak je potem tudi, da merimo in spremljamo analitiko oziroma da imamo v bistvu postavljene, sisteme oziroma aplikacije oziroma pač metrike, ki nam lahko na en klik recimo pogledamo, da točno vidimo, kaj nam deluje, kaj nam ne deluje in kaj lahko izboljšamo, zaradi tega, da v svojem procesu ne ugibamo, kaj nam ne deluje, ampak da lahko po številkah nam točno v bistvu nas peljejo naprej. In seveda potem lahko delamo na tistih projektih, ki nam dajo še rast in razvoj in nas seveda polnijo, nas, prižigajo, še bolj, še več takšnih projektov si lahko potem seveda privoščimo, in, ne pozabimo tudi, da konec koncev je potrebno, da poskrbimo tudi zase. In ko poskrbimo zase, ko napolnimo svoj kozarec, lahko tudi seveda drugim damo veliko več. Zato je tudi ta točka zelo pomembna. In tako, ko imamo to vse postavljeno,
seveda lahko prepoznavnost veliko bolj učinkovito tudi gradimo. Če te torej zanima več, pa da se želiš bolj poglobiti v to, pa da imaš potem res seznam, po katerem samo greš in kljukaš, kaj je narejeno, kaj imaš pri tebi narejeno z vsemi podrobnostmi, plus da imaš še dodatna gradiva za tisto, kaj potrebuješ, mogoče še malo dodatne podpore, najdeš torej spodaj pri navigatorju od polnega urnika do polnega življenja, je mičkeno prenovljen, tako da te povabim, da se v bistvu prijaviš, ker pač nimaš kaj izgubiti, razen pridobiti, ker je popolnoma brezplačen. Link bom pustila spodaj v opisu. Se vidimo naslednjič in čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.